Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Dobrodošli v prednovoletni finančni debati. Na to deževno petkovo popoldne, tik pred zaključkom leta, bomo z gosti najprej naredili pregled dogajanja v letu 2022 na kapitalskih trgih, kriptotrgu. Pogledali bomo tudi, kakšne ukrepe so sprejemali centralni bankirji v boju zoper trdovlatno inflacijo, energetsko krizo in tako dalje. Na to pa bomo še pogledali v leto 2023. Spremljate nas lahko v živo tudi preko YouTubea, posnetek pa bo potem tudi na voljo za kasnejši ogled in pa seveda tudi audio posnetek na vaši najljubši podcast platformi. V tokratni prednovoletni epizodi Money How gostimo Egona Zakrajška, ki je bil gost že lanskoletnega finančnega žura ob koncu leta. Egon je centralni bankir, več kot 20 let je bil zaposlen na ameriški centralni banki, zdaj dela v Švici na banki za mednarodne poravnave. Egon, hvala, da si se odzval v vabilu tudi letos. Super. Z nami je tudi Nejc Bizjak, ki smo ga gostili nedavno v kripto epizodi ob epskem propadu kriptomenjalnice FTX. Nejc je kot direktor poslovnih operacij in strategij zaposlen na kriptomenjalnici Bitstamp. Zdravo, Nejc, upam, da sem prav navedla tvoj naziv. Slišiš? Pravilno. Se tudi jaz veselim debate. Evo, in torej, na eni strani imamo centralnega bankirja, na drugi imamo kriptaša, za tehnico na jezdičku pa je z nami tudi Andraž Grahek, ki je poznavalec kapitalskih trgov, prihaja iz Capital Genetics in je večkratni gost Money How. Zdravo vsem. Živijo. Ja, ok, živijo. Evo, lansko leto ob koncu leta na našem finančnem žuru, ki je mimogrede trajal kar skoraj 3 ure, sem postavila vsem gostom na začetku vprašanje in sicer, kako bi opisali z eno besedo leto 2022. Pa dajmo opisati to leto 2022. Egon, boš ti začel. Zanimivo. Aha, kratko in jedrnato, zanimivo. Nejc, kaj pa ti? Turbulentno. Kako kreativno. Ti v kripto svetu mislim, da je bilo več kot turbulentno. Bilo je dramatično. Andraž, boš ti prevzel oziroma boš ti odgovoril za eno besedo, pa mogoče še kakšen stavek več zraven. Če bi mogel z eno besedo, bi rekel verjetno rock and roll, nimamo še kakšen hard rock ali pa death metal, ampak bilo je malo bolj dinamično, torej malo več nihanj, amplitud, frekvenca se je povečala, kakšen, ko bi temu rekel, puls je komu narastel, zlasti na fixed income trgu se mi zdi, da je bilo neko zelo, ko bi rekel, kar depresivno dogajanje, medtem ko delniški trgi v bistvu še kar v redu zgledajo, glede na to, kar se je pač dogajalo z obrestnimi merami. Moja razlaga je razmeroma enostavna v bistvu, ne? Zato ker v bistvu ta, dajmo reči, ročnost oziroma trajnost bi bil verjetno pravilen slovenski prevod duration, na fixed income je pač krajši. Zdaj, če gre obrestne mere sam gor in dol, pač ima to velik učinek na en cash flow, ki je 4-5 let, medtem ko nek dolgoročni denarni tok, ki gledajo delniški trgi naprej, pač nima takega vpliva, ima vpliv, ampak ne tako dramatičnega. Ni se vračunali recimo v trge, da bojo permanentno visoke obrestne mere v rangu 4-5, mogoče 6%. Zdaj, a to res drži, a bo prihodnost res taka ali ne, kako bo v bistvu to izgledalo? Če se jaz prav spomnim lanskega leta, smo kar veliko govorili takrat o inflaciji, a bo prišla, kako se je odzivale centralne banke. Takrat se še nismo pogovarjali o vojni, po vplivu v bistvu, ki jo je povzročil pač invazija na Ukrajino, tako da to je bila pač neka tema, ki mogoče ljudje niso predvideli. Mislim, da pravzaprav nihče ni verjel, da se bo to zgodilo.
Če se prav spomnim, je bila še celo ena epizoda, ki ste jo s timom iz Moskve imela. Jaz poznam Tima, je bil moj sodelavec, živel v Moskvi leta in leta in tudi ljudje tam niso verjeli, da se je to zgodilo. Tako da to je bilo res wow, kaj se pa zdaj dogaja. Tako da zdaj pa ne vem, zdaj se pa tukaj stojimo in se sprašujemo, kaj nas bo vrglo, ne vem, na rit ali na hrbet v naslednjem letu, če sploh kaj. Tako da postali smo bolj pozorni na tveganje. Mogoče bi samo to, Andraž, ko si ti zdaj začel to vojno v Ukrajini, koronavirus, skok inflacije, mogoče bi tukaj lahko kar začeli za debato o centralnih bankah in njihovih ukrepih za zajezitev inflacije. Videli smo po 11 letih je ECB dvignilo ključne obrestne mere, letos 4-krat, 7-krat, pa mogoče, če lahko tukaj samo malo pokomentiramo to sceno bančno, mogoče Egon, če lahko ti. Sigurno. Enač, 2022, to je bilo leto, bi rekel, v zgodovini najbolj, bi rekel, skoordinirane zaostritve monetarne politike v zgodovini. Proporcionalno, koliko svetovnih centralnih bank je začelo dvigovati kratkoročne obrestne mere, to je bil najbolj, bi rekel, sinhroniziran premik monetarne politike. Celo več kot v 70 letih, ker smo imeli iste inflacijske šoke, mislim, smo imeli tudi take, bi rekel, globalne inflacijske šoke. Vzdik je bil precej hiter, tako je bil zelo relativno agresiven, to je bilo seveda glede na to, kako nizko so bile kratkoročne obrestne mere po covidu. In na tem veliko se je pisalo in se še piše, ali so centralne banke tako imenovane, ali je bil to front loading, ali so te vzdige obrestnih mer, were they front loaded, ali so bile več in da bodo naredili nekako pauzo. Zdi se mi, da kaj trgi se nekako ne zavedajo in mislim, da bi se vsaj nekako še ni vpito, se zaveda, ampak moče to nekako ni vpito v cene finančnih inštrumentov, je to, da, ko govorimo o monetarni politiki, v trenutnih razmerih so 3 vprašanja. How much, how fast and for how long. Se pravi, koliko hitro gremo gor, kje se bomo ustavili in koliko dolgo bomo čakali, koliko dolgo bodo obrestne mere na tem nivoju. Tle se mi zdi, da so velike razlike, kako različni investitorji gledajo na to. In bi rekel, finančni trgi nekako računajo, da so mogoče centralne banke že nekako končale s tem in bi rekel, v določenih državah celo predvidevajo, da se bodo obrestne mere začele nižati proti koncu naslednjega leta ali začetku 2024. Zdaj se mi so to, bi rekel, izredno, mogoče so to računi brez krčmarja in se treba mu zavedati, da tle obstaja veliko negotovosti. In kako bodo centralne banke reagirale v 2023 in še naprej je izredno težko predvidevati, zato ker zelo je vse pogojeno s tem, kaj se bo dogajalo v realni ekonomiji in seveda z inflacijo. In na to pa zelo vplivajo eksterni šoki, ki jih ne moremo predvidevati. To je pa razvoj vojne Rusije, drugi geopolitični zapleti, mogoče ponovitev covida, kaj se dogaja na Kitajskem, to so stvari, ki jih je nemogoče napovedati in s tem na to bodo tudi potem centralne banke reagirale, ko bodo dobili realne podatke. Če bi bilo zanimivo tudi vedeti, glede na to, da smo se lansko leto spraševali, kakšen vpliv imajo centralne banke na kriptotrg in glede na to, da se je kriptotrg letos kar precej korigiral za 60% in več, kako je kriptosvet spremljal poteze centralnih bankirjev najc? Prvi odgovor je bil s strahom. V bistvu, kripto je kot early asset class izjemno pod vplivom zviševanja obrestnih mer in to je bilo tudi, bom rekel, vsem na očeh v letošnjem letu, praktično se obnaša zelo, bom rekel, close correlations z nekimi growth stocki, ki so letos beležili padcene tudi 80-90%. Se pravi, kripto ni bil imun na zviševanje obrestnih mer, bomo temu rekli, relativno manj denarja v obtoku, še zmeri kripto je
mislim, da smo se že pogovarjali, 80% špekulativen in je v tem okolju makro negotovosti, visokih obrestnih mer, zraven pa še teh, bom rekel, nekih odmikov od neke politike stran, ki je bila, bom rekel, politika združevanja, bolj neka politika razkola na globalnem makronivoju, ta dva pola, ki se ustvarjata, Amerika, Kitajska. In seveda to ima vpliv na globalne trge in kripto je, bom rekel, nek majhen delček globalnih trgov, tako da dejansko precej negativno. Ti, Andraž, kako pa se je borza odzvala na vse skupaj? Videli smo, da je po 13 letih bik odšel z borznega parketa, prilomastil je medved. Videli smo, da letos je S&P 500 upadel za 19%, Nasdaq za 33%. Kakšen vpliv so imele centralne banke na dogajanje na borzi? Vpliv je bil pričakovan. Tukaj nismo videli nek odziv, ki bi bil, rekel, zelo nepričakovan. Ne? Mislim, predvsem bi bilo izjemno nenavadno, če bi pri tako dinamičnem dvigu obrestnih mer borze zelo hladno odreagirale, kot da pač nič ne bi bilo. Ne? Saj na koncu, ko pogledamo, je predvsem ti segment trga se največ korigiral, ki je bil tudi v bistvu na najbolj napetih valuacijah. Predvsem, dajmo reči, nek trg samorogov, kjer podjetja še zmeraj danes ne ustvarjajo cash flow. So se pokorigirali tudi neki blue chipi, ampak mogoče, rekel, če na koncu cel širši trg gledamo, vse nek S&P pogledamo danes, ok, v redu, v dolarjih smo dol 19, v evrih 15, ni zdaj to neko leto, da smo si žile rezali. Ne? Sploh, če to damo v kontekst vseh rasti, ki smo jih videli v prejšnjih letih, ki so bile brez nekega predaha. Mislim, še v enem koronskem letu je bil bolj kot tako ena elastika dol, gor. Ne? Tako da, v bistvu, jaz bi rekel, da je bilo eno leto tranzicije, kjer smo mogli počasi prehajati na neke realne osnove, kar se tiče nekih trgov denarja ali pa kapitala, to pomeni obrestne mere, in skušali smo prehajati na neke realne osnove, kaj zdaj je gospodarstvo po koroni. Ne? Seveda, na drugi strani smo pa dobili še en outlier, ne? In to je bilo pa pač vojno. Ne? Zdaj, če gremo zdaj malo po teh, počasi je že malo kot 4 jezdici apokalipse, zdaj se sam še sprašuješ, kaj prihaja. Ne? Smo imeli najprej bolezen, pa smo imeli vojno, kaj lakota, so se ne spomnim, kdo že ta četrt, ker so malo različne. Centralne banke so zadnji jezdec apokalipse, ali kako. Tako da v bistvu, ko smo se lani pogovarjali, v bistvu mislim, da smo govorili o tem, da se bo mogel nek multiple earningsov nekako pokorigirati. In definitivno se je torej večkratnih dobičkov, s katerim kapitaliziraš trenutni dobiček in nekako vrednotiš delniške trge, ta v bistvu se je pokorigiral. Ni se pa še to bistveno poznal na samem EPS-u, torej dobičku na delnico v tem trenutku. Tukaj je zdaj ta porota zaseda, bi se temu reklo, kakšna bo gospodarska aktivnost gledano naprej. In v bistvu trenutno je vračunan bolj soft landing kot karkoli drugega, bi jaz rekel v tem trenutku, ker ta prilagoditev je bila bolj, če gledam širši trg, govorim. Če gledam širši trg, pa S&P gledam, ne zdaj neke določene podsegmente, tam je nekje že kataklizma, če pogledam kakšen fintech ali pa kaj takega, ampak če pa gledam širši trg, se mi pa ne zdi, da bi bil zdaj hard landing vračunan noter. Torej je očitno je neko zaupanje v gospodarstvo dovolj visoko, pa zaupanje, da pač centralne banke vse ne bojo šle predaleč, ali pa da mogoče se zdi, da inflacija vse ni šla izpod kontrole in da se bo to nekako umirilo. To je zdaj delovna predpostavka, ampak vemo pa v resnici ne, kaj se nam bo zgodilo. Predvsem se je zelo težko ukvarjati s tem, koliko je dejansko v teh dobičkih, če rečemo zdaj na delnico, če gledamo cel indeks mogoče, če iz tega pogleda do zgore in navzdol izhajamo, koliko je to tako imenovanih windfall profitov. To pomeni nekih dobičkov, ki so se nakopičali in so jih te družbe dosegle, ker so bile, kot temu rekel, neki pogledi na gospodarstvo, ki se niso potrdili za resnične danes. Pa bom rekel čist enostavno, če vi rečete, cel svet bo šel v oblak,
je zelo, zelo, zelo pomembno, ali se to zgodi v 10 letih, ali pa se bo dejansko v 2 letih to zgodilo. Zdaj, če vi mislite, da se bo v 2 letih zgodilo, se vsi premaknejo in kar naenkrat je nek euforičen trenutek in to se pozna pri vseh, tudi na prihodkih, pol se pa reče, pa se imamo še čas, pa se ni čistko, pa sej, ok, mogoče smo zdaj malo dovolj investirali v to oblačno prihodnost, recimo bomo neke druge komponente zdaj malo ukrepili ali pa še celo ustavili, pa bomo videli. Ne? In se mi zdi, da malo so ljudje v anticipaciji, da bo pač cel svet, še najlepše bi razložil, recimo, če pogledamo Meta se je preimenovala v Meto. Kot metaverse, ne? Torej je videla neko prihodnost, kakršna bo, ampak velikrat smo videli pri inovacijah to, da vidiš nekaj, kar mogoče bo res čez 5 ali 10 ali pa 6 let, ali pa 7, vse niti ne veš v resnici, ne? Ampak se ni zgodilo letos, ne? Ampak še zmeraj pod dejstvo, da se kurijo milijarde in milijarde, zato da se ta infrastruktura prihodnosti gradi. In zdaj, seveda, dovolj je samo, da en nejeverni Tomaž začne tam neki glodati, z nekimi mislimi, da to še nekaj časa ne bo, to je preveč napet gor dol in potem se začne ta kepa dvoma v bistvu valiti po hribu navzdol. In se mi zdi, da se nekaj takega se nam to dogaja, pač ni tako enostavno kupiti tega brand new worlda na nek način in pač zdaj moramo videti, koliko se more prilagoditi. Ne vem, kje je tečaj, ki bo kliral te dvome okrog delnice Tesle? Kje je tečaj, ki bo kliral te dvome okrog delnice Mete? Mogoče smo ga že videli, sej, to je zdaj težko reči, ali pa mogoče ga nismo. Tako da jaz mislim, da je to ta glavno vprašanje, kako bo v bistvu se gospodarstvo gibalo od te točke naprej. Moramo malo gledati onkraj energetske krize, če se mene vpraša, onkraj pač teh efektov še, ki so za nazaj od korone, kjer smo videli in fiskalne in monetarne politike all in praktično, kako bo ta svet normalizacije izgledal. Zdaj, lahko pa, da bojo te jezdeci apokalipse malo sem in tja se še zmer jahali, kar bi pa lahko pomenilo, in to ne bilo pa nič nenavadnega, da imamo lahko obdobje 2-3 let, ker bomo videli tak choppy market, bi se temu rekel. To se je v preteklosti dogajalo, zlasti v obdobjih povišene inflacije, kjer je nekaj časa trajalo, da smo, ko bi rekel, te ekscese, ki so se za nazaj nabrali, v bistvu spravili pod kontrolo. Zdaj, kaj je odgovor, ne vemo in se mi zdi, da trg nekako to odraža. Trg se je malo ohladil, ni take drame, da bi zdaj vsi skakali dol stolpenc, tako kot leta, 29 in kasneje, ampak pač vemo pa čisto točno ne. Še najbolj se je z realnostjo soočil v bistvu mislim, to je zdaj spet relativno, pa glede na zgodovinsko volatilnost je bil najbolj brutalno ponosu dobil credit market. Kripto je tudi dobil, ampak smo že vsem videli take popravke tam, ni tako. Tako da meni je fascinantno, da se cel finančni sistem tako drži pri takih premikih in, ko bi rekel, da se je tako vrednost stopila na credit marketu, pa kar vse bilance so BP. To mi tako, če to še 10 let nazaj govoril, verjetno imel finančno krizo, da tako aktiva malo 15%, v 3 mesecih. Lahko tele vskočam. Zdaj, ko si govoril, Andraž, si seveda omenjal inflacijo. Inflacija, kot rečeno, zagotovo beseda leta. Letos smo videli rekordne ravni, v ZDA je bila najvišja po 40 letih, tudi pri nas padajo rekordi in v Evropi padajo inflacijski rekordi. Ravno danes je bila objavljena inflacija za Slovenijo in sicer še vedno relativno visokih 10,3% na letni ravni. Številni so se zbali hiperinflacije, tako kot smo jo poznali v Jugoslaviji. Ravno z Egonom in ti, Andraž, smo debatirali, mislim, da 1 leto nazaj, poleti, kaj se dogaja z inflacijo. Takrat teh scenarijev mi nismo predvideli, pa me sem zanima, kako vidva zdaj gledata na to povišano inflacijo v letu 2022 in kakšna so vaša pričakovanja za leto 2023. Egon, boš ti najprej povedal? Izpostaviti 2 stvari, zakaj so ne samo centralni bankiri, vsi ekonomisti, profesionalni napovedovalci, so ful zgrešila, tako vse napovedi inflacije za 2022. Preko 2 vzroka sta tukaj, ki sta zelo pomembna. En vzrok je bila rotacija povpraševanja, ki je prišla iz storitev v dobrine in goods. Po pandemiji so se imeli ljudje, se je nabralo veliko denarja na računih, ker pač ljudje niso mogli
niso mogli pač zapravljati denarja in seveda potem, ko se je to vse sprostilo, se je imel ogromen pospešek povpraševanja za stvari. To je seveda povpraševanje je vzdignilo cene, ampak jih je vzdignilo bistveno bolj, zato ker si ima tudi te supply chain disruptions, ekonomija še ni funkcionirala v normalni zdaj in si ta bi rekel vzdig. Ta vzdig so vsi pričakovali in so si mislili, je tudi logično, da bi bil to za časa. Zato ker seveda stvari na trgih se bodo normalizirali, ponudba se bo popravila, te supply chains problemi se bodo rešili in trg bo prišel v eno novo ravnotežje. Kaj je potem stvari zakompliciralo, je bil potem šok, vsi imel šok, energije, imel vojna. To je že Andraž izpostavil, to je bil ogromen šok, energetska, cene surovin, energetike, to je šlo vse v stratosfero, to se seveda zelo pozna, se pravi, si imel veliko nekako dva korelirana ogromna inflacijska impulza, vsak za enim, in to je zelo dan velik moment inflacije, zagon in inflaciji. Poleg tega si imel še zmeraj izredno stimulativno monetarno politiko, stimulativno fiskalno politiko, se pravi, to je bila nekakva konfiguracija makroekonomska, v kateri je bilo jasno, da bo inflacija šla. In to zdaj živimo. Posledice tega so te številke, ki si jih navedla, Marja, da so to seveda stvari, določeni so tržni mehanizmi, ki bodo inflacijo dal dol, cene surovin že padajo, tudi nafte, vse stvari se normalizirajo, tudi te supply chain disruptions se nekako že v veliki meri uredili. To, kar se dogaja na Kitajskem, so še zmerno problemi, ampak to so veliki osnovni ekonomski razlogi, ki umirijo inflacijo. Drugi največji razlog je seveda centralne banke, zdigle so obrestne mere, s tem tiščijo povpraševanje, kar zniža pritisk na cene. Tako da zdaj, kaj je vnaprej, je pa seveda spet odvisno, koliko od tega, bi rekel, momenta, od tega zagona, inflacijskega zagona je še v inflacijskem procesu. Jaz bi rekel, da je še relativno veliko. In zakaj ga pravim? Zato, ker če ti gledaš velik del tega padca cen, ki so ga imeli v zadnjih parih mesecih v ZDA, kaj se dogaja, je to padec tako imenovanih stvari. Goods inflation se normalno umirja in pada nazaj na nivoje, ki smo jih navajeni. Ampak kjer imaš pa bistveno več impulza in to je pa storitev. So pa cene storitev, te še zmeraj rastejo in te so izredno lepljive. They're sticky prices. These have a lot of persistence, kot se tem reče. In da ta del, in to je tudi velik del celega košarice, storitve so, in da ti to inflacijo, ta inflacija je tudi bistveno bolj povezana z rastjo plač. In boš to dinamiko, rast plač, rast cen storitev, ki se potem prelivajo drugo v drugo in dajo ta dodaten impuls. Tako da tukaj se mi zdi, da za enkrat, in če še gledaš realne ekonomske rast, stvari se upočasnjujejo, ampak ekonomije še zmerom rastejo, brezposelnost je nizka, to so še zmerom izredno dobre makroekonomske zadeve, ki kažejo na veliko povpraševanje. Tako da moje osebno mnenje je, da bo ta inflacijski impuls bistveno bolj trajen, da bo še zahteval višji ukrep, ponovno višanje obrestnih mer. En razlog je za to, zakaj se centralne banke zdaj imajo pauze, je, ker noter so našivale polno zavore, monetarnih zavor, ampak to je zdaj treba, da vidimo, kako se to malo igra čez trge, to nekaj časa traja, no, ampak če se inflacija ne bo konstantno padala in to resno padala proti tam okoli 2%, bodo centralne banke ponovno začele ukrepati in to bodo delale dokler ne dobijo res signale, da so inflacijo, da bodo inflacijo pribili nazaj na nekje okoli 2%. Tle se mi zdi ogromno tveganje in tle bi rekel finančni trgi se mi zdi nekako diskontirajo verjetnost tega scenarija. Zdaj ta 2%, to je ciljna nekako inflacija številnih centralnih bank, ne samo Feda, ECB-ja. Pa me zanima, brala sem nekje, da ta 2% ni več
tako realen scenarij, da se bolj približuje 3%, mogoče celo kaj več. Kako ti vidiš to? Ja, govorimo, centralne banke bodo, zaradi določenih razlogov se mi zdi, centralne banke so nekako, se bodo sprostile, ko se bo inflacija začela gibati nekje med 2 do 3% in to, tako bi rekel, za nekaj časa, da bodo inflacijska pričakovanja umirjena, da se bo tudi rast plač, tako bolj približala produktivnosti in tako ne boš imel veliko teh velikih premikov na to, ampak to so stvari, ki se dogajajo zelo, zelo počasi. In eno je, veliko ta dinamika, da inflacija zelo hitro in nekako nelinearno zraste, ja, ampak da to inflacijo spet dobiš tako dol, nazaj, zna biti pa bistveno bolj daljši in bistveno bolj, bi rekel, trd posel, še posebej iz vidika finančnih trgov in tudi realnega, še posebej trga dela. Mogoče sam tok, jaz sem lani bistveno bolj, kot temu rekel, kontrapogled na inflacijo, pač mnogi so videli kakšnih 12 mesecev nazaj, da pač bo bolj, kot bi rekel, en tak mil val tega, no. Jaz takrat se mi zdelo, da pač mogoče smo preveč vsi na eni strani ladje. Jaz kaj rečem, ko so vsi na eni strani ladje, veš, pol je najbolj dostav, da se prevrnemo v morje. Tako da, in pol se zmeraj tako sprašujem, imamo mogoče preveč konsensus, vsi enak, ne, pa vsi isto pričakujemo, ker ponavadi informacijska vrednost tega konsensusa na trgu ni prav preveč visoka, ne. Pač to se je izkazalo. Zdaj, včasih je, včasih ni na kratek rok, ne vem. Ampak to se je izkazalo, ker je Egon pravil, po moje, da pač so tukaj bile neke, ko bi rekel, pod površjem stvari. Ok, seveda vojne nisem pričakoval, to moram biti iskren, to je bilo zdaj tako, to je bil neki, ko bi temu rekel, skriti faktor, ampak moja teza je bolj izhajala z mojega opazovanja zgodovine, da ko si ti imel nek učinek, ki je bil zelo masoven na trgu, je trajal kar nekaj časa, da so se sploh pravi učinki skozi neko transmisijo tako in drugačno, ker to po vseh živih porah te, ko bi rekel, in monetarna politika in fiskalna deluje in ni zelo težko je to napovedati, ki je to čez 6, 9, 12 mesecev ven točno usekalo, ne. In je zmer malo wait and see, ne. To je tako, tam je nek medved v gozdu, shotgun, ne, pa sem ga zadeval v Joe, veš. Pa pride ven, nismo, gremo še enkrat, veš. Mal je na to, ne? Tako se mi je zdelo, da mogoče tako enostavno, videl sem pa veliko stimulusa na vseh straneh, tako da sem rekel, nekje se to more, mislim, v kontrainflacijsko ni šlo, ne? Zdaj, edin, kar se mi zdaj zdi, da je pa mogoče vsem ta drugi moment, ki gledamo širšo, ne? To pomeni spremembe, a ne, prej je šlo, ne vem, se bo inflacija iz 2-3% za 2, 3, 4, 5 odstotne točke čez 12 mesecev povečala, pa bo na 8 ali pa ne vem, kakorkoli pa že, zdaj vprašanje, ali se tukaj sedaj ta drugi moment, v bistvu spremembe v odstotnih točkah, torej razlika stopenj rasti, koliko se bo ploščila, pa proti kakšni ciljni inflaciji bo šla. To smo veliko debatirali, če se spomniš, Marja, na live eventu, kjer je bila teza, da bo morala biti obrestna mera kar nekaj časa nad inflacijo, zato da bo inflacija začela upadati in potem bo lahko sledila, da jim tako reči, neka krivulja donosnosti. To je bila zdaj taka teorija, ki smo jo razvijali, mislim, da je bil to Damjan, pa Blaž Hribar, jaz pa sem pa bolj poslušal to. Tako da v glavnem, to bo zanimivo videti, ker ta letos proti koncu leta, ta zadnji kvoter, se mi zdi, da je bila ta glavna debata, ker kadarkoli sem pržgal squawk box tam na CNBC-u, torej kletko za čivkanje, ne, po domač povedan, ne, čivkalo, ali ko bi temu rekel, je bilo Fed pivot. Kdaj bo Fed rekel, da se ne misli toliko resno zategniti, ne. To je bila ta glavna stvar, ne, in pa smo plesali, Fed pivot bo, S&P na 4000, Fed pivot ne bo, S&P na 3800. In v bistvu zelo je bilo tako driven s tem, kaj bo in kaj ne bo. Zdaj pa, to sam prikazuje, da res v resnici pojma nimamo, kaj bo s to inflacijo v naslednjih 12 mesecih, da ta tail risk, ali pa ta risk, ne, da skozi services v bistvu se vgrajuje noter še inflacijski push obstaja in ga je zelo, zelo težko oceniti.
In zato vsi malo tipajo. Pa moramo pa še eno stvar diskontirati, da če poslušamo v bistvu zmer participante na capital market, sploh tisti, ki so v riski naložbah, zelo redko, tako, razen kakšen hoče slavo dosežti, govori, da bo to res slabo leto in ne vem kaj kor. Tudi če misli, da je nek risk to the downside. Tako da moramo malo svoje kalibracijo malo nadol našraubati. No? Jaz bolj mislim tako, zdaj, če se v čude zgodil, pa bo inflacija pod kontrolo šla, pa bomo imeli rally, pa jo vsi tako happy en let, da v kar grozno, v kar kičast. Če ne bo, si pa jaz zelo, zelo težko predstavljam, kako se bo ekonomija, ki je en tak divji Mustang, v bistvu ustavila točno na uni točki, ki Fed hoče. To je impossible, po mojem mnenju. V tem smislu pa, če pa toliko še puša v inflaciji, se je pa izkazal, da je tak edin način, da folk dojame, da ne more toliko zapravljati, je to, da enostavno dojame, da bo jutri imel manj služb, pa manj dohodkov. Jaz drugače to skoraj ne morem predstavljati. Druga varianta je pa, da najdemo nek hidden box of productivity, kjer v bistvu z istimi ljudmi začnemo delati bistveno večjo produktivnost na kapital. Zdaj pa en bo rekel, vse to imamo robotiko, imamo AI, pa to gor dol. Ja, ampak spet ti shodič, a v to leto, naslednje leto, a v to čez 10 let laufal, tako da jaz vidim več teh trendov, ki v bistvu delajo kontra trgu dela. Bom sam razložil, recimo kaj. Jaz gospodarstvo gledam, malo sem tako kot Malthusian economics malo začel gledati, zdaj se malo hecam, ampak vsi smo po moje začeli, manjka nam hrane, manjka nam energije, toliko pa toliko ljudi imamo na svetu, da vem, so naravnost, to je kar nekaj v spredje prišlo, čeprav smo prejšnjih 40 let to malo pozabili. Ampak dejstvo pa je, trg dela danes ni, kar se tiče velik delov sveta, mobilen, migracije ljudi, v bistvu so politično komplicirane ratale, Evropa demografsko ne raste, čeprav raste Afrika, raste Bližnji vzhod, ampak Evropa teh ljudi ne sprejema na trg dela, recimo. Pa bi lahko mogoče, saj to niso take nore razdalje. Amerika je zelo zarasla na imigraciji ljudi, ki so želeli nekaj delati. Ima malo boljšo demografsko sliko. Kitajci so si demografijo umetno ustavili, za koliko časa jaz ne vem. Sem ustavili, v tem smislu so rast nekako zafiksirali. Na drugi strani Indijci nimajo s tem problema, dajmo temu tako reči. Tako da te trgi dela so mi zdaj tako malo, težko bi rekel, če bi globalno gospodarstvo gledal, se mi zdi, da trgi dela niso v nekem stanju, kjer lahko delovna sila prehaja na nek nemoten način, da bi nek trg deloval globalen. Ampak imamo te neke blokerje. Že tudi korona je zmanjšala to prehajanje ali pa politika. Tako da jaz bolj stavim, iskreno povem na to, da bomo šli v eno ekonomijo prehoda, kjer bomo mogli ugotoviti, da ne moramo sam neki trošiti nek denar, pa se z nekim luksuzom ukvarjati, ampak da moramo povečati produktivnost investiranega kapitala. To se mi zdi. Osebno mislim, da to tudi iskreno povedano edina rešitev za Evropo, če ne bomo tako, ker je Damjan rekel, da še ga zadnjič citiram, iz muzeja prešli v ne vem kva že, distopično družbo, ki so ponovni filmi bili, ki so začele rastline rasti čez Koloseum, čez pa ne vem kaj, ljudje so pa začeli, ne vem, se skrivati in umirati, ali kva že točno. Lahko sam tele malo skočim, Andraž. Zdaj je bilo ful veliko zanimivih. Se malo hecam, da nav tako resno tega je malo, ker to je vse žur, to letos nisem poimenovala finančni žur, to je letos samo pa sem po napačnem letu, sorry. Se vem, lanskrat je bilo tako fantastično, da bi si želel, da se ponovi letos, ampak letos vse ne malo drugače. Pa kaj naredita, veš, letos je vse Letos je vse malo drugačna situacija, ful je panika. Zdaj, omenjali ste, kako je ta trg dela, da je brezposelnost nizka, omenjali ste migracije, demografijo, ampak ja, veliko se pa govori čez lužo o odpuščanjih. To je tudi omenil Dan Teh na YouTubu. Recimo, ti si ravno prišel iz Amerike 3 tedne nazaj, kaj se dogaja, tam IT sektor veselo odpušča in to po tisoče delavcev. Ja, že nekaj časa. Se pravi, vsi ti sektori, ki so bolj, se pravi, long duration, fintech in podobno, so ali že odpuščali, oziroma so tudi najavili
odpuščanja. Spravi, to so razni Amazoni, Tesle in potem tudi manj znani long tail, bom rekel, se pravi, finteka ali pa dajmo reči visokotehnološki novi sektori, ki prinašajo neke obljube po bolj produktivni prihodnosti, kot je Andraž rekel, pa ne vemo točno, kdaj se bodo te zadeve realizirale. Čeprav mogoče Amazon na prvi pogled ne bi spadal v ta sektor, ampak je treba vedeti, da Amazon ima izjemno razvejen poslovni model, ki se od te internetne prodaje do cloud computinga so največji player v svetovnem merilu. In pa seveda oni Kakor jaz poznam Amazon, so izjemno kvantitativni, ker ena taka firma mora biti izjemno kvantitativna in verjetno so te njihovi modeli napovedali, da se, kot mi malo gibamo, da dejansko se relativna kontrakcija nekako približuje in so začeli odpuščati. V kripto seveda ni izjema tukaj, recimo, če gledamo naše konkurente, Crypto Exchange, Coinbase, 20%, Kraken 30%, samo nekaj tednov nazaj. Tako da pravzaprav zdaj se ni tako pa še videti. Spretno si se izognil Bitstampu. Normalno, da te moramo vprašati, bo Bitstamp tudi odpuščal? Se pravi, Bitstamp, mislim, poleg Binance še edina borza, ki zaenkrat še nismo imeli nobenih odpuščanj. Seveda smo v nekem okolju, kjer kjer so, se pravi, cost constrained environment bi bil angleški izraz, seveda gledamo, kje lahko prihranimo, da bomo iz tega, bom rekel, medvedjega trga išli čim močnejši. Nekateri ukrepi vključujejo tudi, seveda, bom rekel, organsko zmanjševanje delovne sile, se pravi, nek naravni attrition, ki se nam dogaja. Zaenkrat pa ni v načrtu, da bi se, se pravi, dodatno, se pravi, krčila delovna sila. Je pa v bistvu kar izvolilo. To je zanimivo, ta debata, to, kar je zdaj Nejc povedal. Zdaj še nekaj dodal v tem, da ta tehnološki IT sektor je začel z velikim odpuščanjem, ampak kar je zelo pomembno, je to, da ljudje, ki so odpuščeni, najdejo novo službo, saj še trenutno izredno hitro. Tako da ta razlika je v tem, da vsaj po zadnjih, to, kar sem jaz skole malo anekdotično, je, da recimo, da ta sektor ima zdaj ogromen churn, se pravi, ljudje izgubljajo službe, ampak še zmerno najdejo nekje druge svet. Tako da, vsaj za enkrat v povprečju, a se bo to še nadaljevalo, to je seveda drugo vprašanje, ampak to pomeni nekako, da je še ta trg dela nasplošno, če gledamo glede metrika brezposelnosti, ko je zelo dol. Je veliko tega obračanja in tudi v teh panogah, ki so zadeve, ti ljudje še zmerom zelo hitro imajo tranzicijo iz brezposelnosti nazaj v zaposlenost. Jaz se absolutno strinjam tukaj. Glavna headline metric unemployment je še zmeraj nizka in zaenkrat je inflacija največji politični sovražnik in dokler imamo ekonomijo v polnem zagonu in nizko brezposelnost, nekega pivota tukaj ni pričakovati. Tako kot si omenil, Egon, iz kripta je pa tako, mogoče, se pravi, kripto je zdaj v neki fazi, bi temu rekel, čiščenja pravzaprav in to je nek setback za našo industrijo, absolutno. Ampak so pa tukaj podjetja, ki so izjemno dobro kapitalizirana. Tukaj so bili zdaj 2021, od začetku 2022. 2022 je bil pravzaprav po količini kapitala, venture capitala, ki se je zbral v kriptu, je bil višji od 2021. Mislim, da nekih 42 milijard proti 35 milijardam lani. Torej, podjetja so zbrala ogromno količino kapitala in so opremljena zato, da grejo skozi to obdobje, nek downturn, in v tem downturnu v bistvu zgradijo. Bodo pa tudi odpadali playerji ven iz tega trga in recimo čisto tak nek klasičen pivot bi bil zanimiv, neke crypto-native firme, slabo kapitalizirane, mogoče odpuščajo v tej fazi, ampak ima pa zdaj JP Morgan, ki je začel na veliko vstopati noter v kripto in se seveda že špekulira, da se pravi v nekem velik vstop bi bil recimo, da bi bil pravzaprav agresivna akvizicija Coinbase,
To se zdaj mečkam špekulira, da bi to se lahko zgodilo, ampak na manjši skali, če gremo na neke enoto delavca, je pa tako, ne, zgubiš službo v neki native kriptofirmi, ampak imaš pa tam enega ogromnega velikana, ki pa pravzaprav vidi potencial tega trga, nekje down the road, močno kapitaliziran in ti ponudi službo, imaš določene znanja in potem se ta revolving door nekako začne vrteti. Ne. Jaz se zdaj na kripto, ki mi je blizu, ampak verjetno se aplicira tudi na ostale industrije. Ja, da ti povem eno zanimivo zgodbo. Včeraj sem govoril z svojim kolegom, ki je profesor na zelo, zelo ugledni ameriški univerzi in mi je pravil, kako njihovi študenti, ki študirajo recimo ekonomijo in finance. In mi je rekel, da te, ki so imeli tako med poletnimi počitnicami v svojem 3. letniku, se enoletno preden bodo študirali, so imeli te internshipe, pa pripravništvo recimo za Goldman Sachs in so vsi dobili že ponudbe, da ko diplomirajo, da začnejo delati v Goldman Sachsu. Se pravi, že 3. letnik, ko končajo 4. letnik, da grejo pol 4. letnika, pa že dobijo ponudbo, recimo od Carlyle, od Private Equity, da po 2 letih v Goldman Sachsu grejo lahko delati za private equity. Tle je ogromno optimizma, da bo šli dan. Se pravi, trg dela, saj v Ameriki je trenutno še izredno napet, povpraševanje je globoko. It's churn, je to, mislim, tako da že iz samega tega pogledaj, če gledaš na veliko osnova, makroekonomski faktor, ki vpliva na inflacijo, to nekako ne kaže, da se bo inflacija umirila. Ja, se strinjam. A lahko sem tle namečkano skočim, ker to sem imela pa res zelo zanimivo debato z Juretom Drobnakom, on je doktor fizike, delal je na Goldman Sachsu in potem tudi zdaj dela pa za kraljico kvanta na skladu Systematica Investments. No, on je pripovedoval to zgodbo, kako se je zaposlil na Goldman Sachsu in koliko ponudb je on dobil že v ne vem katerem letniku faksa od večjih investicijskih družb po celemu svetu. Dejansko je imel ta privilegij, da je lahko izbiral. Odločil se je za Goldman Sachs, ker je mislim, da delal samo 6 let ali celo malo manj. Zdaj se ne spomnim točno. Ja, in je tudi malo pisal to situacijo, kakšen način dela je tam, kako se dela, kako mlade te juniorje prav v bistvu nekako tudi izkoriščajo iskreno, no? Dela od jutra do večera ali pa še mogoče do jutra. Seveda, to je del privatnega sektorja v finančnih firmah, ne samo v Ameriki, to je tudi norma v Londonu, tudi v Frankfurtu. To so službe, ki je poprečni plače, bonusi so visoki, ljudje pridejo, ljudje so izredno, iščejo skozi nove priložnosti, trgi so konkurenčni, ti ljudje so mobilni, tako da to je normalno. Recimo, so pa zdaj seveda tudi Goldmanje, ne vem, pa vse te velike finančne investicijske firme so rekli, da bonusi to leto bodo bistveno manjši. Seveda, ker je manj denarja, manje aktivnosti na kapitalskih trgih, še posebej te izredno lukrativne zadeve, kot so mergers, acquisitions, ki za te firme nekako generirajo ogromno denarja. Tako da tudi ta industrija zdaj še čuti vpliv, ampak to traja. Smo daleč od tega, kaj se je dogajalo 2008, 2009. To je bistveno drugače. A lahko vseeno mogoče se malo spomnimo na tiste čase, mogoče ne glih iz 2008. Zdaj recimo, ko opažamo, ko spremljamo, kaj se dogaja po državah, vidimo, da države se res vrtoglavo zadolžujejo. Globalni pregled dolga po državah kaže, da je dolg v bistvu številnih držav preko 100% BDP, recimo ZDA 134% BDP, Japonska je rekorderka, 263% BDP, sledita Grčija, Italija s preko 140% BDP. Kako gledati na to v bistvu super zadolževanje držav in ali to potencialno lahko problem v prihajajočem letu ali pa letih? Ja, absolutno. Zdaj treba je malo, to se mi zdi, to je spet eno tveganje.
Če imaš ti dolg kot Italija 140-180% glede na BDP, pa so obrestne mere 0,25%, to ni noben problem. V bistvu je tako, pri obrestnih merah 4-5%, pa tak dolg postane bistveno bolj problematičen. Zdaj, ZDA je seveda razlika, ZDA je različno od teh, ki ima svojo monetarno politiko in dolg je seveda denominiran v dolarjih, tako da tle ni take fiskalnega pritiska, ampak za Evropo, za Italijo, ko se spomniš, najbrž se vsi spomnite 2010, 11, 12 fragmentacije, kaj se je dogajalo, plin je tvegan Grčije, Italije, Španije, Portugalske na njihov državni dolg, so šle v stratosfer. Slovenija je izgubila totalen dostop do kapitalskega trga, se je pa zadolžila po privatnih zadevah. Seveda, če imaš ti tak visok dolg, ta dolg refinancirati pri visokih obrestnih merah kaže velik problem. Poleg tega je izpostavil, da ni samo dolg visok, da ni to samo državni, na državni dolg. V korporativnem sektorju je dolg je tudi na rekordnih nivojih. In poleg tega, tako da tukaj edino, kjer je manj, je, bi rekel, v gospodinstvih, ki so se pa deleveraging po globalni finančni krizi. To je en sektor, ki je, bi rekel, dolg glede na premoženje ali na dohodek, tako recimo relativno v zgodovinskih normah. Državni dolg, dolg korporacij, tako je pa na historičnem, to so nivoji, ki jih nismo videli od konca druge svetovne vojne, ki so bili jasno seveda povišeni zaradi posebnih razmer. In kako ta dolg obračati, kako se bo to obračalo pri teh višjih obrestnih merah, še posebej, če te obrestne mere ostanejo na teh nivojih bistveno daljše, bo izredno kompliciralo makroekonomsko politiko, posebej fiskalno politiko, in boš imel fiskalno in monetarno politiko mogoče vsaj tako bo restriktivna na obeh stranih, in to ima seveda velike makroekonomske posledice, ki se potem pokažejo na finančnih trgih, na realnih trgih. Tako da ja, to je absolutno, bi rekel, tveganje, first order risk. Tukaj, če lahko sam mečkam skočim, jaz mislim, da tukaj je dejansko pa tudi ta nekako kontrarna teza, ki obstaja, ne, da prav ta, se pravi, sovereign debt overhang, se pravi, ta visoka zadolženost ZDA in v bistvu tudi proračunski primanjkljaji, ki ZDA jih imajo, ne, da pravzaprav hkrati, pa poleg proračunskega primanjkljaja, ki je dejansko še poslabšan z dejstvom, da so proračunski prihodki ZDA recimo izjemno odvisni od obnašanja na kapitalskih trgih, se pravi, koliko oni davko poberejo. In ta kontrarna teza je, da bo v bistvu Fed pivot prišel prej, prav zaradi te slabe situacije, bom rekel, tega proračuna njihovega, in da bodo nekako obrnili ploščo in bodo sprejeli višjo inflacijo, kot je 2-3%, ampak da dejansko bodo sprejeli inflacijo 6% in podobno, pa bodo pravzaprav nek quantitative easing spet sprostili prej kot pričakovano. To je kontrarna teza, seveda. Jaz še zmeraj se tudi nekako strinjam s tisto prvo, da bodo bomo videli recesijo, brezposelnost in tako naprej, in potem nek počasnejši pivot mogoče spet zapoznel. Ampak je pa ena taka zanimiva, ena par teh ekonomistov nekako to propagira. Tako da ja, taka zanimiva. Ne, se strinjam, to govorimo, to je ta teza, ko se reče, v angleščini je izraz fiscal dominance. Kdaj monetarna politika postane nekako, kdaj fiskalna politika dominira monetarno politiko. To je, to zna biti, to ni samo, to je tveganje. To je tveganje, kot je Nejc izpostavil. Zdaj, ta tveganje je zelo odvisno od države, institucionalnih razlik, ampak seveda, ja, ta fiskalna dominantnost se je v zgodovini zgodila. To ni nekaj, kar nismo nikoli živeli. To je bil včasih de facto režim. Ali lahko samo mogoče tukaj eno vprašanje, še mogoče malo nenavadno. Zdaj, te države se zadolžujejo tudi zaradi zaradi boja proti povišani inflaciji pa energetski krizi in namenjajo milijarde in milijarde za reševanje te situacije.
Ali to pomeni, da v bistvu te države same sebi višajo inflacijo? Več daš, višja bo potencialno potem tudi inflacija, če zelo poenostavim to. Mislim, po eni strani lahko, čeprav bi rekel, ti učinki so relativno mehki, kvantitativno. To niso, bi rekel, učinki, ki bodo zdaj dignili inflacijo. Zdaj, seveda, odvisno je zelo, kako je ta pomoč razporejena. Če je ta pomoč razporejena sloju prebivalstva, ki to res potrebuje, je to sigurno, bi rekel, pametna in pravična zadeva. To je zdaj zelo odvisno od države. Ampak bi rekel, v glavni meri to so, bi rekel, kratkoročni ukrepi, ki nimajo, bi rekel, takega velikega efekta na inflacijo. Prej smo imeli tukaj eno vprašanje na YouTubeu vezano na nakup nepremičnin in pa na posojila. Zdaj z dvigovanjem ključnih obrestnih mer se seveda tudi držijo posledično posojila. Kako to lahko v bistvu vpliva na posojilno aktivnost v letu 2023? Kakšna so tukaj neka pričakovanja? Andraž, mogoče, če lahko ti kaj dodaš, da si že tih nekaj časa. Ja, ne vem, lahko vzamem učbenik iz prvega letnika ekonomije, cena pa količina. Dražja so posojila, manj bo povpraševanja, čisto enostavno, tako da tokrat nimam tako dolgega odgovora. Se pa malo sprašujem, zakaj konc ne deluje, višja je cena, več je ponudbe, da se malo pohecam. Tist konc pa v Sloveniji ne vem, mislim, ker više bo cene, ponudba pa zmer zaostaja. Vsi govorijo, cena je krat 2, ponudbe pa ni, mislim, spet relativno, ne toliko, kot bi jo morali biti, glede na to, koliko se je cena povečala. Tako da ne vem, kaj čarajo tam v črni kuhinji ponudbene strani na nepremičninskem trgu, ker tukaj govorimo planiranje razvoja mest, umeščanje objektov, to so vse ovire za ponudbo. Zakaj traja, to smo tudi debatirali, zakaj traja 8 let, da pride tuj, recimo, razvijalec nepremičnin v naše glavno mesto in šele potem začne prodajati stanovanja. Mislim, to lahko sam sadomazohistični, ne vem, menih zdrži, da to na svojem, nadzornem svetu ali pa investment committee razložiš. A veš, jaz bom šel vzel eno mesto, kjer še nisem bil, 8 let bom čakal, da bo kapital prišel nazaj, pa bomo pa šele videli, da bomo sploh notranjo stopno donosa naredila. Pa še to ne vem, koliko mi je lokalne banke dale, ker vse sam poznajo isti tip posojila, da se enakomerno amortizira. Jaz bom pa denar šele na koncu dobil. Tako približno zgleda trg. Zdaj lahko rečeš, da je nerazvit, lahko pa rečeš, da komu tudi koristi, da to tako funkcionira, da se počasi prvija te cene in če imaš, to bom tako razložil, to je okolje, ki zelo gre na roko tistim, ki so kapitalsko bolj tanki. Zaradi tega, ker v teh 8 letih oni že najdejo način, da 3-4 projekte obrnejo okrog. Medtem, ko ima večjo maso, težko to deploja noter, ker trg ni vajen tega. Zdaj, zakaj večji interes integrirati pa isto količino z 8 projekti obrniti, ne pa z enim, se lahko vprašamo, ne gre pa na plus kupcev, zato ker ekonomija obsega prinaša načeloma nižje cene na kvadratni meter. To je dokazano, ker če se bi šlo gledati, recimo Investor Relations objave nemških developerjev rezidenčnih projektov, mi smo jih malo študirali, to so tako, jaz sem bil šokiran, to so bile gradbene cene 900 € na kvadratni meter. Pustimo zemljo, ampak efektivna cena, ker je bil večji projekt, so imeli enotno arhitekturo, več mest naenkrat, milijardni obsegi seveda, so prišli na take cifre. Pustimo, da bo to en let nazaj, mogoče danes 1500 €, ampak govorimo o mestih München, Berlin, Frankfurt, ne vem, Hanover recimo, in to se malo vprašaš, mi že tako majhno državo, pa še zakompliciramo v bistvu, kako v bistvu bi lahko to ponudbeno stran izboljšali. Tako da, ne vem, če kdo posluša, kaj je blizu vladi, dajte kaj kle narediti, ne pa samo pisati, koliko bo stanovano v koalicijskih pogodbah. Dajte malo več prostora za dihanje, za tiste, ki po fair playu igrajo in gremo. To je to, evo.
Mogoče bi pa tukaj Nejc lahko kaj povedal, glede na to, da iz kripto sveta se je veliko denarja preselilo tudi v nepremičninski svet. Tudi kar nekaj kripto podjetnikov je investiralo v neke kripto oziroma nepremičninske projekte, tudi konec koncev v Ljubljani. Ja, mislim, jaz imam, kar se tiče, seveda, ja, tudi videli smo kripto kolege, ne, ki so imeli privilegij v 2021, ne, da so pravočasno, bom rekel, pobrali dobičke in to nekako uspešno pol pretopili v nepremičninske naložbe. Imam nekako občutek, da tako, če gledamo neko Ljubljano čist nepremičninskega vidika, recimo, ki je taka prestolnica, ne, da je res, tako je Andraž omenil, tako res omejena ponudba nekih stanovanj. Bom rekel, sploh v centru Ljubljane, nekih bolj, bom rekel, bolj graden tega višjega standarda. In zato vlada res visoko povpraševanje, mogoče povpraševanje kriptomilijonarjev ali pa prebežnikov iz Ukrajine, ne, mogoče, ki so kapitalsko močni in potem kupujejo ta stanovanja, ki so relativno omejena. Hkrati pa potem te projekti, imam nekako občutek, da zdaj se veliko se gradi, veliko je razvojnih projektov, ampak ta cikel je zelo počasen in zaostajajo ta pritok novih projektov na trg je izjemno počasen in s tem tudi mi tvegamo, da se nam bo pa ravno ekonomija obrnila, pravzaprav se nam že obrača, ne, višje obrestne mere, težji dostop do posojil, še zmeraj pa nismo rešili ponudbe. In to mene skrbi, ne, da bomo ravno dosegali spet, ker to se je nam zgodilo že leta 2012, ker kriza pri nas je bila kasneje, kot recimo na globalnih trgih. In se nam je zgodil po oversupply stanovanj v eni fazi in v bistvu je to tudi vodil pol v stečaje enih par naših gradbincev zaradi takšnih in drugačnih razlogov. Ne. In zdaj spet se mi zdi, da tvegamo podobno situacijo, da bo v eni fazi se nam bo potencialno spet zgodil oversupply in tiste nepremičnine, ki ne bodo na, bom rekel, posebej ekskluzivnih lokacijah ali pa ugodnih lokacijah, mogoče mečkam ven iz mesta, pa ne bodo imeli, bom rekel, odzadaj ustreznega financiranja, bomo spet gledali gradbene jame in takšne situacije. Tako da to je nek take na nepremičnine mogoče. Kar se tiče pa kripto, pa nepremičnine, pa ste pa na takem na totalno drugačnem spektru mogoče se nahajate, bom rekel, vsega asset universa. Ja, ampak ta univerz, ne, oziroma te ljudje, ki tavajo po tem univerzu in iščejo svoje milijone, na koncu pristanejo ravno v najbolj otepljivi naložbi. Absolutno. To je tako ful logičen, bom sam zdaj razložil. Ne? Če je kripto zdaj abstraktna, kot ti mu rekel, omejena dobrina, pač ustvarjali smo iz enk in ničel, ne? Torej abstraktna. Ne? Dajmo reči, da je to kvazi delnica, ker je podjetje tudi abstraktno, ne? Pač nek pogled, nekaj abstraktnega. Ne? Pol pa v starih časih je bila, dajmo tako reči, obveznica netvegana stvar in je bila tako kao, a veš, ne? Ampak kriptosvet je zelo skeptičen proti centraliziranim stvarem, ne? Ampak hard asseti, real estate, to je pa otipljiva stvar. Ne? In zdaj, če to malo parafriziramo po eni matriki, pa rečemo, rečemo treasury obveznice zamenjati z nepremičnino, pa dajmo delnico zamenjati z kriptoholdingom, ne? In se igram z optimizacijo svojega portfelja, ne? Torej tam zaslužim in parkiram noter v hard asset. Ne? In v bistvu, ko gledaš, se ne dotikaš delnic pa obveznic, v bistvu, ali pa se mogoče še delnic malo vmes, če ti ta hard asset too little, ali pa ni dosti prestižen. Tako se mi zdi, da tako, ko vidim mindset tistih, ki so ta prav trenutek šli noter, zelo redko končajo v delnicah, obveznice, mislim, what the hell je to je the evil, exorcist, še raj ne, to bo vse debased, fiat in gor dol, pa itak the evil ones, to vse neki premikajo ventile, ne, ampak nepremičnina je pa tam, ne, veš, inflacijsko protected in nihče mi jo na vzel, dobro, razen če bomo prišli v ne čase, ki so jih jemala, ne, kar je bilo. Dajmo reči po drugi svetovni vojni v Sloveniji. Ne? Ampak tam še nismo, tako da pustimo to. Žan še tukaj dodaja birokracija in korupcija oziroma monopolnost pri pridobivanju zazidljivih parcel. Še to kot dodatek. Če to radirko vzamemo, pa gre to stran, bo vse v redu.
Ja, pa še ta oversupply, ki ga je Nejc omenil, ker sploh ne vem, kdaj smo ga imeli na nepremičninskem trgu. Ampak mi smo imeli popolnoma enako dinamiko na supplyju, tudi po finančni krizi, nič se ni gradil in takrat so bili cajtangi polni, v Ljubljani je toliko praznih stanovanj, ne vem kaj, ne. Pa so pa kar kao zginila, ali kva že točno, ne. A veš, to je malo tako. Jaz mislim, da tudi če je ponudba taka, ne, da je skozi enaka, veš, da ne glede na ceno je isti, pol sam povpraševanje določa, kje bo cena v končni fazi, ne. Če bi bilo isto količino stanovanj, pa se nič ne bi gradil, samo vprašanje, kdo kupuje in koliko je pripravljen plačati pri nekih cenah. In zdaj, v teoriji, če vsi rečejo, da bomo kupovali, pa bo cena ali nespremenjena, dokler ne bo nižja, ali pa bo nižja vsak dan. A ne? In nekaj takega imamo mi na tem trgu. Zmer, ko grejo cene gor, govorimo, ni ponudbe. Nihče pa ne govori, ja, vsi se bašajo noter na trg in to ne zato, da bi reševali večina, ne zato, da rešuje svoj stanovanjski problem. Če zdaj mi dissectat vse transakcije, 2000 jih je, mislim, da v Ljubljani vsak let, jaz ti povem, od tega jih je 30 mogoče, da so stanovanjski problem reševali. Ja, zakaj? Ker ga ne morajo rešiti, ker je drugih 70 to kupovali zaradi tega, ker pač hočejo imeti, da jim tako reči, nek hard asset, ki protekta njihov wealth. Dobesedno mislim, da je tak miks bil. Ne? Zdaj, ali je to samo zato, da bo tam, ali zato, da neko rento malo delajo, ne vem, sploh v centru, 2-3% skozi najemnino, ali kakorkoli že pač to bo pri teh cenah, ni bilo tako pomembno. Niso imeli confidence, pač na bankah ni bilo nič, delnice so abstrakcija, zdaj, če si bil kripto, si bil happy, ko pa si lahko kupil, če si zaslužil v podjetništvu, tudi ni šel v delnice, ker si bil preveč traumatiziran kot podjetnik, kaj vse gre lahko narobe in končal si v nepremičninah. Imeli smo sisteme, ki so gradili stanovanja, kjer so njihovi zaposleni senior kupovali že rezervirano naprej stanovanje, pa je bilo že drugo, tretje stanovanje, ki so ga imeli, ki veš, da ga ne rabijo v resnici. Tega je bilo veliko. To gre iz roda v rod, potem se seli z dedovanji in z, ne vem, s tožbami in podobno. A lahko si zdaj tako dobro napeljal na denar na banki, nič ne dobiš, ne? Dejansko sem spet predavala najstnikom, 17-letnikom na gimnaziji in potem gremo skozi vse te naložbene razrede in seveda omenjam tudi bančni depozit kot najbolj varen, imaš 100 do 100 tisoč evrov, ti garantira ta schema bank, ne, in tako dalje. In sem vprašala, a vi sploh veste, kaj je depozit, ne? In so rekli, da ne vedo. Ampak v luči dvigovanja ključnih obrestnih mer smo videli tudi, da se dviguje depozitna obrestna mera, tako da zdaj je že v pozitivnem območju, čeprav še zmeraj je tako mizerno nizka, ampak a lahko vidimo recimo depozite tam pri 4-5%, tako kot smo imeli pred leti. Egon, kaj ti misliš? Zdi se mi, da bodo obrestne mere na depozite skočile do 4-5%, to se mi zdi malo. Se ne naslednji let, mogoče čez, ne vem, 5 let. Dvomim. Okay. Zdi se mi, da so nekaj, šle je tudi razlika med nominalnimi in realnimi. Ljudje si mislijo, včasih so bili depoziti, si dobil na banki 7-8%, a ja že, ampak je bila inflacija 5-6. Je bila, ja. Realno si ti dobil 2%. Zdaj, ti moraš zdaj gledati v svetu, kaj se dogaja, je to, da nekje tam smo imeli veliko realne obrestne mere, so se izredno znižale v zadnjih 30-40. To je dokumentirano, to je čez vse države, razvite države, dolgoročne, kratkoročne. To so ogromni premiki. To govorimo o realnih obrestnih. No? Obstajajo razlogi, zakaj in tako naprej, demografija, ekonomija se spremenja, ampak nekako osnovno smo še zmerom v relativni, kot bi rečemo, v low interest rate. Čeprav imamo zdaj trenutno resno inflacijo, centralne banke se borijo s tem, ampak ko se bo enkrat ta šok nekako prebavil in se bodo stvari vrnejo v nekako ravnotežje, konec koncev bomo še zmerom v
v razmerah, kjer bodo dolgoročne realne obrestne mere tam nekje okoli 2-3%. V tem smislu. Tako da ne moramo pričakovati, da bomo zdaj z bančnimi depoziti začeli služiti bajne denarje, ker jih tudi s temi nikoli nismo. Nismo, ja, točno to. Ej, jaz sem danes odločil, da mu vlogo provokatorja. Zdaj lahko me vržete, če preveč provocira. Ampak, samo tako gremo, tako 1, 2, 3, a ne, tako. To je že malka v novic o bankirjih pa golfu, po koliko vzame depozit, po koliko ga da pa kdaj na golfu. Ampak ta biznis je ratal full simple za v Evropi. Recimo, zanč me je znanc iz Nemčije vprašal ti, a so začele vaše banke kakšne obresti na tekoči denar, na žiro računu, sem rekel. Kakšne obresti, so bile še 3 mesece nazaj v ležarinski politiki. Sem šel dejansko gledati in dejansko dobiš 0,01% na 31 dni, samo malo. Ampak ta denar, za katerega dobiš 0,01%, Christine Lagarde plača 2% na deposit facility v tem trenutku. Come on, ne, a veš. Ampak, to je drug problem. No. Ja, vem, ampak zdaj provociram. Ampak, da je pa svet, ampak podjetja imajo pa vezano to na Euribor, ker Euribor je pa pač višji, in to bistveno, plus še pribitek. Mislim, how can you not make money in such an environment? Banke bodo zdaj sigurno izredno bile profitabilne. Centralne banke bodo imele ogromne... Zdaj pa tako rekel. Druga podtalna informacija prihaja z Dunaja, iz mesta ležernih bankirjev, kjer se v zasebnih, ko bi rekel, sobah, kjer so se delale kreditne pogode, zraven je kar restauracija, ki pride šnicl pa zraven pomfri, ni pomfri, ne vem, neki nudeln ali karkoli pač že, nokralno, karkoli pač že pride zraven, ampak prišla je informacija, pa zakaj ne mi zdaj delamo in tveganja sprejemamo? Mi bomo zdaj se usedli nazaj, 12 mesecev, takole, in bomo počakali, če jo kakšni mrliči vam popadali. Kar pomeni, da po mojem mnenju ta politika bo ful zmanjšala apetite bank, da povečujo loan book in kreditno aktivnost, ker na obstoječo monetarno bazo v bistvu delajo čist super marže. Jaz ne vidim nobenega, zdaj sem Facebook hecal, da se okrog NLB-ja z kolesi okrog voz, dajte mi više obrestno mero na depozit, prosim, okrog parlamenta se skozi vozijo pa protestirajo. Mogoče se mogli še malo okrog TR2-ja voziti, zato ker dejansko, če nič ne dobiš na svoje sredstvo, prvič to, da otrok vedo, kaj sploh depozit, če nič ne prinaša, mislim, lahko nehamo, se pogovarjati o tem, ker pač ni funkcija, nima on aplikacije, glej, 2% dobim, so neki centi so se nabrali, nič ne vidi, za njega to ne obstaja, ker ne vidiš, ne obstaja, tam so pa pač YouTube pa obstaja, so videi, obresti pa ni, zdaj, kako naj verjamemo v njih sploh. Počas tako, obrestijo na ravni božička malo. Torej, ali res obstajajo, če moš biti tako naprej. A lahko tle zdaj vskočam, Andraž, Moonlight Sky nam preko YouTube sporoča, da zdaj 2 banki ponujata okrog 2,3% letno obrestne mere na depozitu. Da, letno vezavo, ja, mogoče. Da, to je bil danes članek objavljen na Žurnalu 24, vir je treba seveda tudi navajati. To ne govorimo zdaj, ta dinamika je bila skozi. Njeno se ve, to je tako, da depozitne mere, so, kot se reče, they're upwardly rigid. Se pravi, da ko se obrestne mere začnejo dvigati, ko se referenčne tržne obrestne mere dvigajo, obrestne mere se dvigajo, banke imajo večji razpon. It's called, the banks like to ride the yield curve, right? That's what they do. They do maturity transformation. They borrow short and they lend long, right? That's a simple model. No in v tem smislu, potem, ko se vsa ta krivulja, donos, da se začne premikati, se gornji del premika bistveno več kot pa spodnji del. Ampak bi rekel, učinki konkurence različnih bank, to je spet odvisno od sistema. V takem sistemu, ki ga ima Slovenija, kjer je dominiran par bank, ker ni velikih konkurenc, ker nimaš drugačnih akterjev, v primerjavi z Ameriko, ko imaš ne samo komercialne banke, pa imaš thrift, pa imaš savings loans, pa imaš fintech, pa imaš različne stvari, je ta pritisk tako bistveno več večji in tam se bodo te depozitne obrestne mere bistveno bolj, ne trenutno, ne kratkoročno, ampak se bodo začele prilagajati tržnim razmeram.
Tako da to tle ni nič, bi rekel, zdaj ne opažamo dinamiko, ki je bila nekako druga. To se dogaja že desetletja, vseh teh ciklov, obrestnih mer, to je standardni del bančnega modela in tem je bilo tisoče člankov napisano, ki to dokumentirajo in tako naprej. Tako da, seveda, ampak v Sloveniji, če imaš pa NLB, ki ima, koliko je procent depozitov je v NLB-ju? Loan to deposit govorimo, kaj? Verjetno je loan tam okrog 60, bi jaz rekel. 60, 65, 2/3 depozitna baza je pa še 50% više. Lahko zelo profitiran. Ja, pa se tudi pravim. In zdaj mi tukaj govorimo o inflaciji 10%, varčevalci dobijo de facto mogoče, oprostite, une dve tuje banke, ki nimate depozitne baze, se zdaj nas obe tam mečeta, da ne bomo šli v to noto. A lahko nekaj drugega tukaj še povem, vezano prav na to izobraževanje, ki sem imela za 17-letnike. To počnemo v bistvu zdaj že zelo dolg čas in tako opazujem mlade, kako razmišljajo, kaj sprašujejo. Zanimivo je to, recimo lansko leto je bilo ogromno vprašanj o NFT-ju, o kriptovalutah. Letos je bilo tega dramatično manj, skoraj res procentualno gledano 10% v primerjavi z lanskim letom. Zanimivo, ko sem pa začela s temi predavanji pred, 6-7 leti, so pa 12-letniki kriptovalute kupovali. Nejc, ali se zanimanje med mladimi za kripto zmanjšuje, ohlaja? Ne, jaz mislim, da ne, generalno. Pač tukaj imamo, po mojem mnenju, en trend, ki se ga ne da zanikati, da mlade generacije, ki trenutno končujejo svoje šolanje, vstopajo v neka leta, ko prešparajo nekaj denarja, ko začnejo investirati, oni proporcionalno ogromen delež svojega časa preživljajo v digitalnem svetu. Začnejo z računalnikom, z socialnimi omrežji, z vsem tem in se zelo zgodaj spoznajo z blockchainom. Je pa tudi treba vedeti, da mladi tudi smo načeloma, oziroma so načeloma bolj volatilni, nimajo te potrebne, skočijo, za mladi, nekako za tistim zadnjim, seksi asset classom. In kripto je v zadnjem času, kripto NFT so v zadnjem času, zgubili na nekem temu blišču. Trenutno je bolj beda. Ampak to je, tako je, in potem to, in mladi so tudi, ta mladi povprečni investitor, verjetno tukaj ne razpolaga z nekim ogromnim, kapitalom, ki ga lahko vloži. To gre verjetno za mogoče nekaj 100 evrov, mogoče nekaj 1000. In tukaj pravzaprav zasledujejo neke hitre, preveč verjetno neke hitre, naložbe, pri katerih lahko na hitro, obogatijo, čeprav taka stvar ne obstaja. Tako da možno, da seveda, ko pade generalno zanimanje za kriptovalute, tudi mogoče pade zanimanje za mladih za kriptovalute, čeprav bi ravno zdaj v tem času bil tista prav čas, da se izobrazijo, da če jih zanima ta digitalni sektor, da naštudirajo, kje se v bistvu gradi value, tudi v samem NFT-ju sektora, to križišče, intersection of culture, consumer and brand je trenutno, po mojem mnenju, to je izjemno zanimivo, ko razni brendi kot Nike, kaj imamo, Time Magazine, Reddit, vsi te se igrajo s temi koncepti, razvijajo te koncepte. Zdaj je ta prav čas, da se mladi izobrazijo in da mladi mogoče dobijo nek exposure proti temu sektorju. Ne pa takrat, ker je špekulacija na vrhuncu in ker je špekulacija na vrhuncu, je tudi fraud oziroma prevare so na vrhuncu. Tako da jaz bi rekel, da zanimanje še vedno vlada, makrotrend je sigurno čisti tailwind, mogoče pa, v zadnjih 3 mesecih pa sigurno ni, če vsak drug, tretji dan bereš o nekem hacku ali pa nekem bankrotu ali pa neki prevari, sigurno ni to nekaj, kar bi človeka privlačilo. Ne samo mladih, vse. Ja, a se pri vas na prometu pozna zdaj in kako se pozna vse te drame od FTX-a in propadov in bankrotov in vsega živega hudiča? Ja, volumni so relativno nizki in tudi pričakujemo, da verjetno še v dobršno, prva polovica 2023, da bodo volumni ostali relativno nizki. Kripto kot sektor ima še par
bom rekel, še par headwindov, ki so nam lastni. To pomeni, imamo še tale lending market, crypto lending market, ki je pravzaprav broken. To je potrebno še izčistiti. Trenutno imamo še ta Grayscale in pa se pravi ta kombinacija Genesis. Genesis je en ogromen v crypto termsih en velik lender, ki je trenutno v nekem, bom rekel, postopku prestrukturiranja in še ne vemo, kaj bo išlo iz tega, tako da bo mogoče še kakšen selling pressure iz tega išel. Zraven imamo pa še ta Mt. Gox bankruptcy event, to je bilo spravi leta 2014, mislim, da je Mt. Gox takrat največja Bitcoin borza šla v stečaj in zdaj se bodo začele počasi distribucije Bitcoina kreditorjem po 8 letih, če smo že pri učinkovitosti postopkov. In to bo verjetno še nek dodaten selling pressure na marketu. Bo to seveda začasno dvignilo volumne, ampak mislim, da dokler ne bo spet, bom rekel, mogoče nek makro tailwind, da ne pričakujem nekega dviga volumnov. Razen, kar vidimo, je porast volumnov iz strani paymentsov. Se pravi, to pa vključuje stablecoine, ki so v bistvu trenutno na vrhuncu po samem market capu. To je tudi, prej smo imeli tole debato o obrestnih merah, stablecoin je v bistvu money market fund in je bil zelo neprofitabilen v nekem obdobju nekih nizkih obrestnih mer. Trenutno pa so, uživajo trenutno verjetno najboljše razmere v zgodovini njihovega obstoja. Hkrati tudi pričakujemo, da se bo euro stablecoin bo kar naenkrat ratal neka, bom rekel, rentabilna, profitabilna zadeva, tako da bodo te produkti začeli prihajati na trg. Mi vidimo povišene volumne z tega naslova, hkrati pa tudi čisti z vidika remittance paymentsov. Tle je eden, bom rekel, ugly duckling, kripta, Ripple, dela precej uspešno z vidika remittancev, se pravi, da iz nekih držav v razvoju preko njihovih produktov, pošiljajo denar na različne konce sveta, precej bolj stroškovno učinkovito. Tako da tukaj tudi vidimo povišene volumne. Se pravi, malo sem prej rekel cleansing, neki real life, real world use case, kar precej prosperirajo, medtem ko ta špekulativni del je pa, bom rekel, relativno nizek. Jaz moram sprovocirati spet kle situacijo, ne morem se zadržati, ampak kaj je v osnovi stablecoin? V bistvu v konceptu je to tako, stablecoin je digital, kot bi temu rekel, asset, ki trdi, da je one-on-one collateraliziran z fiat assetom, v osnovi. Ja. Kar ni dosti delati stran od avista depozita. Zakaj? Razumem, tisti je avtomatiziran, torej imam contract, tam je pa banka, ki je depozit, ampak na drugi strani banka trdi, da ima sredstva in premoženje. In zdaj, koliko je ta model ratov absurdno enak bančnemu stablecoinu, ker so obrestne mere šle gor in ker vendorji oziroma te platforme upravljajo, ne plačujejo obresti, imajo zdaj window, da lahko razliko služijo na sredstva, ki so kot collateral, ker zdaj dobivajo obrestne mere in to na netvegane državne papirje. In sem poslušal en podcast in oni so tam ugotavljali, kako je zdaj to super biznis, zakaj več ljudi se ne gre stablecoin in ne vem kaj. In v bistvu je zelo tako strikingly isti šmoranje, ker prej sem govoril o avista denarju. To pomeni denar, ki ga lahko najkasneje, jaz sem šel depozite na 30 dni gledati, recimo. In tisti članek, by the way, replika je na 1 leto so tiste obrestne mere, poslušalcev je bila to replika. Ampak point je to, da dejansko se zdaj stablecoin, Circle in te zgodbe, v bistvu ratale profitabilne ravno zaradi spreda, ker imajo tekočo likvidnost, ki jo je kao dovolj in ker v bistvu še en message, ker jo lahko na trg kapitalski in dobijo od držav 2, 3, 4%. Zdaj samo odvisen, kakšno igro na duration boš igral. Da vam dam še en hint, sploh ne vem, zakaj imate denar na depozitu na banki. Pejte tam, Trade Republic, karkoli en broker, kupite obvezniški ETF in nadijo. Zakaj imate nič cela 5% na banki? A zato, ker je zavarovan? Ja, ne vem. A je to bolj varen, kot državna obveznica? Tako, mislim, kakle delamo sploh v resnici? Malo se dajmo vprašati, Odgovor je čisto simpel.
Čisto simpel odgovor je, zakaj ljudje v bistvu niso zadosti izobraženi, da bi šli v bistvu investirati v obveznice, obvezniške sklade, da bi kupoval ETF-e. A veš, koliko je to delač od nekaterih? A veš zakaj? Razlika je, moje mnenje, user experience je različen v vsakem kontejnerju demografiksa. Tisti, ki je valjen depozite napisati, neke pogodbe izpolnjevati in jih v banki ali pa pošiljati prek maila, bo to mogoče počel. Tisti, ki je vajen klikant in stablecoin kupiti v milisekundi, bo 100-krat rajš stablecoin kupil, ki pošiljal depozitno pogodbo na banko. Tisti, ki ima pa Interactive Brokers odprt, pa mišljal, da je eno brez veze, pa drugo brez veze in bo pritisnil in kupil, ne vem, ETF, 2-leta treasury in bo rekel, super, to je zame. In je samo vprašanje na koncu, kako različni ljudje dostopamo na trgu, ampak na koncu se malo pohecam, vse poti vodijo v Rim. to je najbolj smešen, ker na koncu underlying asseti, kjer je najbolj risk reward najboljši, je verjetno zdaj državna neka krivulja, ne, sploh v ZDA, ker pač imamo short term curve na 4+, ne, in likvidnost je pa nič, ne, da se malo pohecam na stablecoinu. Mislim, so neki stroški infrastrukture vmes, ampak to je tako zanimivo. In na koncu bomo to skup dali in se bomo vprašali, kako bojo prihodnji rodovi, ki bojo se ukvarjali z vprašanjem, kam plasirati svoje prihranke, do rešitev dostopali. To se mi zdi ta najbolj pomembno vprašanje za 10 let naprej. Ne imamo zdaj mi tam hack ali pa distribuiran, ker uporabnik to ne šteka, ko centralen server na banki laufa, kako točen v bistvu nek blockchain laufa in kdo zdaj to procesira in potrjuje, a imamo proof of work, proof of stake ali karkoli, on sam hoče imeti the magic thing happens. No, mogoče lahko tukaj zdaj še Egon pristavi svoje mnenje. Spet sem hijack. Glede na to, da si centralni bankir, pa da si že večkrat povedal, da nimaš nekega zaupanja v ta svet. Meni se zdi, da to nima, ne vem, če ima to veze z centralnim bankirjem. Jaz bi rekel, jaz premišljujem logično, ne glede to, sem centralni bankir. Jaz sem kriptoskeptik, meni je to, kar se mene tiče, je to hazarderstvo, je to špekulativnost, stablecoins, je to, it's nonsense from an economic perspective, if you ask me. To je za mene, tako čisto osnovno povem, tako kot so bili, tako tulipani v 17. stoletju na Nizozemskem, taka špekulacija in zdaj se izkaže, kaj bo iz tega, in tako naprej. Osnovne zadeve finance, ki so maturity transformation, credit risk, te stvari obstajajo in te stvari se ne moreš znebiti, pa ne vem, kako jih lahko parkiraš v terminologijo blockchainov, pa stablecoinsov, pa algoritmizem. To je, kar se meni tiče, da ni tako zadeve. Ampak, mislim, to je moj osnovni pogled. Zdaj, kaj se tiče, mislim, teh stvari, kot so stvari, kar se mi zdi zelo, kar je bilo pomembno, se izpostaviti to te generacijske, kot se reče, behavioral hypothesis. V tem smislu, da ljudje imamo, mladi ljudje imajo zdaj čisto drugačen pristop do finančne arhitekture, do finančnih trgov, kaj zaupajo, kaj so, kaj jim je udobno, kaj lahko delajo, to zelo veliko spreminja. Ampak v glavnem je pa še zmeraj največji problem tukaj, da imamo ogromno finančno nepismenost, da se ljudje ne zavedajo tega osnovnega trade-offa between risk and reward. Da, če ti nekdo reče, da bo zaslužil, da bo podvojil svoj denar v 6 mesecih, it's too good to be true. To so stvari, ki ne morejo. Ampak to so stvari, ki bodo zahtevali, ki zahtevajo čisto drugi pristop. To zahteva pristop izobraževanja, začetka v mladih letih, zahteva tudi regulacijo finančnih trgov. Jaz verjamem v proste trge, jaz sem večino svojega življenja preživel v Ameriki, tako da sem predvsej ortokapitalist, kar se tega tiče, ampak glede na to, v velikih segmentih, še posebej na finančnem trgu, bi mogli
bistveno več regulacij, ki omejuje, kaj lahko ljudi dela. To so stvari, s katerimi da ti povem eno zgodbo, ki se mi zdi, da to je bilo pred tem kriptopolomom, pred tako imenovano kriptozimo, sem bil v Ljubljani, sem se usedel v taksi, sem mogel gledati, tako res lep taksi, uglajen gospod, me je prepoznal, vi ste pa ta ekonomist, in tako naprej, in tako, kaj pa misliš o Bitcoin? To je bolj to špekulantsko, kar se mene tiče. Ta človek je takrat, se pravi, to je bilo leto nazaj, se pravi, preden se vse sesul, je prodal stanovanje v centru Ljubljane, je prodal stanovanje na cash in je kupil Bitcoin opremo, računalnike, da bo začel rudariti Bitcoin. Takrat, mislim, ne potrebuješ doktorata iz ekonomije, ne potrebuješ 25 let izkušenj v ameriški centralni banki. To je signal, ki ti pomeni, da je tle nekaj globoko. To je tak špekulativni zadeva. Zdaj se pa se to sesuje in kako se bo to se bo še sesuvalo kar nekaj časa, kar se meni tiče. Ja, mi tudi poznamo kar nekaj takih, ki so stanovanje prodali, da so šli v kriptozgodbo. Ja. No, ampak potem nekako prihajamo do zaključka, da težava mogoče ni kripto, ampak težava je pol finančna pismenost oziroma splošna, bi rekel, izobraženost prebivalstva teh zadev. Ker jaz, če lahko ponudim protiutež, ker se spopadamo s kriptoskeptiki, seveda vsak dan, ampak ne vem, zame, pa tudi verjetno za veliko ljudi, ki delajo v tej industriji, je pa pač privlačen ta koncept, ki bi mu rekel čisto preprosto outside money. Se pravi, nekaj, kar ni, ki ponudi protiutež državnemu aparatu, centralnim bankam, monetarni politiki, kjer v bistvu je enota dolarja raste in se krči, glede na to, kako se odloči FED, in to pravzaprav povzroči relativno manjšo, bom rekel, bogatstvo za posameznika. In to je ta outside koncept, ki je pravzaprav nek kontrarni koncept splošni monetarni politiki, ki ga kripto nudi. Poleg cele tehnološke platforme blockchaina se meni zdi za prihodnost zelo atraktiven, sploh tudi v tem makrotrendu, ki ga zdaj spremljamo, da pravzaprav te zahodni standardi pa te naše vrednote, ki jih mi sprejemamo, niso nujno tisto, kar sprejema večina prebivalstva po svetu. In to je pravzaprav tisto, kar je atraktivno na kriptu, ker nudi alternativo tistemu, pravzaprav, kar je državno. Tako da mi v Sloveniji tega absolutno ne občutimo, niti malo, pa tudi v razvitih ekonomijah Evropa in tako naprej. Ampak nek prebivalec neke države v razvoju, recimo Argentina je en tak lep primer, tam se ogromno ekonomije dejansko odvija preko stablecoina. Verjeli ali ne, zaradi ker centralna banka ne upravlja svoje osnovne funkcije, ljudje bežijo v kripto. In nam je to res koncept, ki nam je totalno odstranjen, mi tega nikoli ne občutimo, ampak dejansko je pa nekaj, kar nudi alternative. Jaz mislim, alternative moramo imeti, ker že Andraž je prej rekel, če ne, gremo pa tisti 1984 Orwellovsko, pa še CBDC, Central Bank Digital Currency, pa centralna banka postane retail banka in potem smo v nekem živimo v nekem kontroliranem svetu. Če ponudim protiutež, sej, ki že debatiramo. Tem lahko debatiramo. Jaz sem sam naslonil Še pivo odprl. Strinjam se s tem, kar si rekel, seveda, v ekosistemu ali v državah, kjer so take slabe institucije, seveda bodo ljudi najdražje. Jaz sem dovolj star, da se spomnim Jugoslavije, kjer smo parantali z vsem drugim. Zakaj? Zato, ker nismo imeli institucionalne, normalne, fiskalne in monetarne politike predele. To je jasno, da potem ljudi iščejo, včasih je bilo zlato, so bile nemške marke, so bili, si kupil, kar si kupil, da si zamenil, sam da nisi,
da si se rešil tistih nesmiselnih jugoslovanskih dinarjev. Ampak zdaj vprašanje je, kaj je boljša rešitev? Je boljša rešitev, da se spremenijo inštitucije, da se upelje normalna fiskalna, monetarna politika, ki to vodi, ali gremo v tem. Tako da sem to kot malo kot kontra. A lahko da namo zdaj se tlele, da se namo kregal kripto, ne kripto? Se hecam. Ne, da namo, narobe sem se izrazila, da ne bomo spet 3 ure sedeli. Smo sam 2 pa 45. Jaz predlagam, da počasi zaključimo, pa bi zaključili z kakšno vašo mislijo, ob koncu leta, kako gledate na leto 2023, kakšne so vaše pričakovanja, mogoče, če tukaj lahko vse malo omenimo to energetsko krizo, inflacijo, mogoče kaj se bo dogajalo, kako bodo centralne banke reagirali, kaj se bo dogajalo na borzi, kriptu in tako dalje. Egon, boš ti začel? Lahko. Jaz bi rekel takole, bi rekel ta divja vožnja, o kateri smo zdaj debatirali zadnjo uro in pol, če bo mogoče več najbrž, se bo še nadaljevala. Tako da upam, da bodo imeli ljudje dobre amortizerje in da se bodo privezali, zato ker stvari se še zapletajo daleč od tega, je to vojna Ukrajina, Rusija eskalira, zna se veliko, to se zna tudi razširiti v druge zadeve. Se pravi, tle je ogromno negotovosti. Na splošno smo v trgu, smo v razmerah, kjer je ogromno negotovosti. In zdi se mi, da korekcije negotovosti, kar se bo tiče realne ekonomije, monetarne politike, fiskalne politike in polno drugih egzogenih faktorjev, o katerih sploh ne moramo v bistvu imeti kakšnega normalnega pričakovanja. Tako da je veliko tveganja, veliko negotovosti in to pomeni, da so premije tveganje visoke. Zdi se mi, da kar se mene tiče, iz mojega vidika, saj za naslednjo leto so downside risk, se pravi tveganja na slabo stran so bistveno večja kot pa tveganja na bolj optimistični strani. Tako da jaz pričakujem, da se bo korekcije na finančnih trgih še nadaljevale, posebej se bodo nadaljevale v najbolj tveganih in tako netransparentnih segmentih finančnih trgov. To smo izpostavili, da obstajajo velika tveganja fiskalne politike in kako se bo ta fiskalna in monetarna, kako bo interakcija monetarne in fiskalne politike, ki bo v naslednjih letih pri višjih obrestnih merah prišla nekako bolj navzkriž, kako se bo to razvijalo. Tako da hold on, it's going to be a rough ride. Kaj boš pa počel s svojim denarjem? Jaz s mojim denarjem počnem tako kot zmerom, jaz ne gledam na te cikle, jaz investiram na kompletno dolgoročno stvar in samo z časom, ko začel sem seveda z najbolj tveganim portfeljem, 30 let nazaj, in se počasi ta portfelj deterministično preliva zmerom bolj v cash, v državne obveznice, se pravi high likvidnosti, da ustvarja svojo vrednost. Drugače, vse to, kar pa pritaka noter, imam pa še zmerom najbolj razprošeno v delnicah, ne kupujem individualne delnice, seveda real estate, te osnovne asset klase je, ampak ne dotaknem se pa kripto in podobnih zadev in se tudi ne mislim. Tako da, to, kar sem delal skozi in če pogledam na svoje račune, se mi zdi, da sem kar ok. Je kar ok. So se stvari predvsej ok išle. Nejcka pa ti, kakšen je tvoj pogled na svet v letu 2023? Jaz se bom mogoče kar kripta držal, ker mislim, da sta Egon in Andraž bolj primerno, da pokomentirate bolj, bom rekel, makro zadeve na splošno. Ampak, kar se tiče kripta, jaz bi rekel, da je na osebni ravni preteklo leto bilo relativno razočaranje, pa sploh ne, bom rekel, z vidika cen, ampak ali pa, bom rekel, splošnega gibanja tečajev, ampak predvsem iz tega, da je pravzaprav
bilo preveč nekih slabih akterjev, preveč nekih negativnih dogodkov, bom rekel, ki so bili pravzaprav v lastni kripto, razni heki, stečaji, ki so v bistvu izpostavili vsa ta pomankanje, nek Wild West, ki ga mediji mu radi rečejo Wild West, in to se je pač dejansko, jaz mislim, v preveliki meri izkazalo. In kar si jaz želim za naslednje leto, je predvsem, da uspemo kolektivno, za tiste, za katere mislim, da smo dobri akterji, stopiti skupaj in pač pokazati, da pač ta industrija res ima potencial in čim več tega realizirati. To pomeni preko regulacije, pa ne samo preko, bom rekel, zakonodajnih aktov, ampak tudi pod izvedbenih aktov, standardov, kot so, ne vem, razni, recimo, IFRS za kripto, recimo nek tak primer bi rekel. Ampak se pravi, da dvignemo to transparentnost in pravzaprav nek pravilen, bom rekel, angleški izraz bi bil nek fair conduct of business, čim manj nekih slabih akterjev. Tako da to bi si želel za naslednje leto. Zdaj imamo res velike upade na kriptotrgu. Kdaj misliš, da je primeren čas za vstop? Ene par stvari sem že omenil, se pravi makro, ki ste ga kolega tlele omenila, je sigurno headwind, zraven ima pa kripto še par teh lastnih dogodkov, ki se še morajo odviti. Se pravi, prva polovica leta, jaz absolutno mislim, pa ne samo v kriptu, je pač cash is king. Mislim, da bi lahko še videli upade. S tem, da kot that being said, pa mislim, da so historično, recimo, kripto je že na nivojih, ko je zgodovinsko bil izjemno zanimiva naložba, tako ker sem mogoče že ene parkrat rekel, ampak seveda zmerno v razpršenem portfelju in tako naprej. Ne? Kaj boš pa ti počel s svojim denarjem še za konec? Jaz bom počel podobno, v bistvu, Egon je zelo lepo rekel, ne, jaz bom počel podobno, pravzaprav, jaz sem zelo izpostavljen kripto, ne, to ni nobeno presenečenje in bom se pravzaprav premikal, se pravi kripto in cash, ampak se bom pravzaprav zmerno postopoma, načrtno premikal v neke manj tvegane naložbe, se pravi real estate, delnice in tako naprej. Se pravi zmerno v manj tvegano smer. Trenutno pa kripto in denar. Andraž, tvoj pogled na 23. Jo, provociram že celo oddajo. Še klele malo začel provocirati, evo sem skrmunsko dal gor. V glavnem, nikoli ne dajem namigov za naslednje leto, tokrat ga bom dal. Priporočam vsem finski metal band Insomnium, prihaja nov album ven. Naslednje leto, 2 komada sta že na vseh teh streaming platformah, tako da tokrat poslušate enega izmed leteh, tako da, ker so markets rough, jaz to dam malo bolj na glas, ne, in potem to zalaufa, po domač povedan zadeva. Tako da, kar se tiče pa mogoče, kaj si želim, no, da se malo pohecam. Jaz bi si predvsem želel, da bi videl malo več miru na zemlji, to je zdaj tako malo zvenika in tekmovanje za mis leta 1980, kar je dosti žalosten, ampak poznam kar nekaj ljudi, ki so v Ukrajini in je res grozno in bi si želel, da naslednji božič ne bo enako. Upam, da bo to tudi nek pozitiven moment za trge, se pa bojim, da bo tudi dosti negativnih momentov in bo težko določati, kaj bo neto rezultat vseh teh stvari. Obrestne mere bojo po mojem mnenju zelo podoben kle nekje, kjer so, pa mogoče kaj više. Zdaj, to, kar je kripto zame razgalo, je naravo ljudi, ne toliko tehnologije. Mislim, da je teh ekscesov v drugih delih trgov kreditnih še kar nekaj, sam še niso prišli ven in če se bo ta stvar vlekla naprej, lahko še kaj ven pride. Tle jaz ne bil tak hud optimist. Je pa vprašanje, koliko časa nekaj traja, ker če je to kratkoročno obdobje, pol lahko malo to zašušaš, če se pa to malo bolj vleče, pa sploh če geopolitika se še kaj dodatno zakomplicira, potem pa v bistvu to ne bo nujno tako. Tako da jaz mogoče na koncu
Jaz tako rekel, jaz vidim en dosti tako flat let mogoče, v nekem malo bolj pozitivnem scenariju, če hočete, se mi pa zdi, da je možnost, da bomo mi zanihali navzdol, ker dostkrat se te year over year donosi zelo poigrajo z nami. Ne? Ti rečeš, jaz sem negativen in res zaniha dol in je tako, rečemo že minus 30, pa če dodamo na minus 18, zdaj lahko tudi minus 50, potem pa seveda moraš računati, da če bo tako grob nihaj navzdol, bo counter-steering na vseh živih politikah, tako kot je bilo v koroni. Vse koronsko leto je bilo dol, pa je bilo the end of the world, pa konc leta smo bili pa it's not the end of the world. Ne? Tako da govorim, trg zmer gleda naprej. Ne? Tako da tudi, če bo naslednje leto karkoli slabega se zgodilo, to pomeni, da se jo še poglobile določene stvari v perspektivi, ampak seveda bojo odreagirale politike, ker vedno odreagirajo. Politika je zmer ista. Politiki se, ko je problem, sprašujejo v sobi, kako bomo zdaj mi dosegli, da bomo prodali ljudstvu, da nam ni vseeno, zato ker se dogaja. Moramo ukrepati. To je zmer še vedno je bilo isto. Včasih za čistimi nameni, včasih pa da si rit pokrijejo. Pač bom zelo direkten, ne? To sem jaz videl, ker zlasti se ta rit pokrijemo dogaja, ko si prepozen, ko si nekaj toleriral in moraš samega sebe negirati in iti čez lastno senco, pojesti svoj klobuk, da se temu tako reče, in iti vseeno kontrasmer. Tako da malo smo tega že videli na različnih nivojih, ampak jaz bi rekel, flat reto, ostanemo zazrti v prihodnosti. Jaz osebno sem, kar se tiče tveganja, nisem v tem modusu, kot sta Nejc pa Egon, ampak to bolj zaradi tega, ker pač vodim vsem podjetje, ki dela tudi lastne investicije in vidimo predvsem priložnosti v tveganem kapitalu, v venture capitalu, kjer je zdaj popolna, bom tako rekel, razmontaža stvari. Gledamo naprej, čez ta cikl, torej 5, 6, 7 let naprej, tako da del dobičkov, ki jih imamo, reinvestiramo in bomo v prihodnosti reinvestirali v neke ideje, ki bodo dejanske probleme nagovarjale. Ne? Torej gledamo zelo naprej. Za vse tiste, ki povrčujete za sebe, pa je po moje ta nasvet ali pa ta nek pristop, ki ste ga oba omenila, definitivno na mestu. Hotel sem sam izpostaviti, zakaj sem jaz drugačen in pač mogoče z tega stališča sprejemam večja tveganja. Definitivno imamo možnosti, ki smo rekli, nabiralništvo, jaz temu rečem zdaj v tem trenutku, ne vse naenkrat. V bistvu imamo toliko digitalnih highwayov, ki lahko na enostaven način z 2 kliki cenovno ugodne produkte kupimo, brez visokih fijev. Bodite pozorni na fije, na bid-ask sprede, na management fije. Danes je v bistvu tehnološki napredek je znižal fije in frikcije dostopa na kapitalski trg. Ne? Prek sem se hecal, ne rabite več skozi banko fiksnih donosov ustvarjati. Ne? Pač tako je in banke se morajo s tem soočati, zdaj kako se bojo, kakšne jo rekle, super, samo imamo itak preveč likvidnosti, ne? Mogoče. Tako da, to je to, no? Tako da po pameti, potrpežljivo po moje, ni še čas za to, da si pohlepen, tako kot je Warren Buffett rekel, ne, be fearful when others are greedy and be greedy only when others are fearful. Tako da malo se potem ravnajte in po mojem vse v redu. Lep zaključek, mislim, da je to ravno poanta tudi od današnjega časa. Tako da najlepša hvala vsem za debato. Mislim, da smo imeli kar super debato navkljub nekaj tehničnim težavam, ampak ja, tudi to se dogaja, ko greš v živo. Mislim, da so naši gledalci, ki mimo grede vse več jih imamo, tako da to kar raste. Pa bo še 3 ure govoril, pa bo šlo samo vzgor. Lahko bi še debatiral sam, glede na to, da sem obljubila, da bomo samo 1 uro 15 in smo že to prekoračili. Tako da moramo prekiniti to debato, bomo pa seveda nadaljevali ob kakšni drugi priložnosti. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas ta petek, deževen petek je v Ljubljani in za to finančno debato, tako da iskrena hvala. Hvala vsem, pa srečno novo leto. Srečno novo leto. Kaš, Marja. Samo sekundo, počakajte, prosim, sam še en zaključek imam za naše gledalce. Hvala tudi vsem gledalcem, da ste bili z nami, zelo vesela sem, da vas je toliko spremljalo nas v živo. Želimo vam lepe praznike, srečno, veselo, lepo novo leto, čeprav zgleda, da bo tudi malo težavno, polno izzivov, ampak vseeno, uživajte življenje, pa seveda poslušajte MoneyHow tudi v novem letu, mislim, da vam ne bo žal. Lepo zdrav in srečno.